pot veliko stvari. In en od teh, pa nisi kakšen kolerik ali pa posebej žučen človek nekakšen, ampak en od teh, na primer, lahko vidite tukaj v zadnjem. Na tej poti iz Tunizije, kjer so to izložbo v bistvu kar precej dobro uredili, tako lepo, z vsemi počelemi in tako naprej, ampak na vrh so pa mogli dati Comic Sans v zlatih črkah. Ta font ni primer za vsako situacijo. Res ne poznam ljudi, ki imajo pogodbe za zaposlitve napisane v Comic Sansu. Not cool. Ali pa tipični primer, ki ima najbolj konsistentno slabe uporabniške izkušnje. Parkomatik. Že saj, če pogledamo ta primer. To je transakcija, ki mogla trajati v idealnem svetu 30 sekund ali manj. Gor imamo za eno stran navodil, 4 različni ekran, ki se ga bolj slabo vidi, 4 gumbe, od katerih so 2 plačilo, izbira jezika je označena v slovenščini in nasploh je cel potek razpršen kot nekaj jata plakih jerebistov. Sploh si mi predstavljam, kako bi se nek turist iz tega znajdel. To je moj nekdanji termostat doma, da bom fair bil narejen kakšnih 15 let nazaj siguren, ampak kako to sprogramirati? Meni po 2 branjih tistega priročnika ni bilo jasen, pa ne bi se ukvarjal nekaj s tehnologijo in tako naprej. In ta zadeva me je tako postril, da sem ga pol zamenil z neko malo boljšo varianto, ki je skoraj popolnoma brez gumbov, pa na srečo imajo še telefonsko aplikacijo, ki mi lahko potem sledi moje lokacije in temu primerno avtomatsko prilagaja. Definitivno boljši primer uporabniške izkušnje. No in take vsakodnevne frustracije me včasih pravljajo živce. Tole, arhitektura, kot v tem primeru, spariza, prekromati, birokracija, fonti, termostati in lahko bi še nadaljeval v nedogled. Seveda ne trdim, da sem ekspert za vsako od teh stvari, seveda delač od tega, sodem lahko samo iz moje osebne uporabniške izkušnje in konec koncev te izdelki so narejeni, so to ljudje uporabljajo. Najbolj moti to, da grejo na najnižji skupni imenovalec. Vse vemo, da imajo ljudje pač neke finančne omejitve, časovne, pač tečnega direktorja, ki nekaj se da bi projekt do konca dokončali, najrazličnejše ovire, ampak najbolj grozen je pa takrat, kadar jim je vse. Jaz mislim, da če te nekaj tazga mod, da moš nekaj storiti, da moš nekaj narediti. Seveda to ne gre v vseh primerih. Pač nekaj tazga se lahko lepo popravljati samo v enem promilu ali pa procentov primerov, ki nas motijo. Ampak recimo lahko bi naredil neko študijo, kako dejansko dober parkomat narediti s skicami za uporabniški mestnik, karkoli. Ampak obenem so pa take frustracije, še posebej, če te dosti motivirajo, najboljši razlog, da začneš startup, to neko zagonsko podjetje ali pa družbeno gibanje. In zdaj, ko sem omenil startup, že nekako jaz sem začel saditi rožice, kako je to fajn, pa klasični startup klišeji, torej rešuj problem, ko smo jih kar oddelali, 1% inspiracije, 99% perspiracije, treba je tako delati, in pa seveda slavni počni to, kar imaš rad. Moram reči, da se mi ob teh startup klišejih že kar malo dvigne, seveda ne v smislu erekcije, da v smislu krutanja. Ne, da ne bi bili resnični, se večinoma se kar strinjam z njimi, ampak so že nekoliko zlajnane te kratice. Predvsem se moramo zavedati, da je ta počni, kar imaš rad, en velik civilizacijski luksus. Da so nam to, da danes lahko en majhen delček svetovne populacije se ukvarja s tem, kaj bomo mi počeli iz nekih estetskih, intelektualnih ali pa samoaktualizacijskih razlogov. Na tej točki stojimo v bistvu na ramenih vseh naših predhodnikov, ki so civilizacijo pripeljali do te stopne, da so lahko danes s tem ukvarjali. Zato je edino moralno prav, da gremo čez najnižji skupni imenovalec, izkoristimo ta civilizacijski luksus in delamo neke presežke, še posebej na področjih, do katerih imamo neko strast. Pa ne zato, ker bi nas nekaj nujno prisililo to, ampak preprosto izzinata. Zato, ker je dobro nekaj delo dobro. In če pogledamo samo ta primer iz ozadja, to bi lahko ostalo popolnoma običajne cevi zračniške na vrhu neke stavbe v Barceloni, ampak Antonijo Gaudí pač ni mogel vedeti, da bi to pustil kot običajne zračnike in je naredil neko strukturo iz njih, ki bi lahko stala povsem prosto v nekem parku. Ena stavbe pa moti še bolj. Zdaj smo se ukvarjali z nekimi mikropojavi in temi frustracijami in subjektivnimi mikronevoji. Ampak zelo nam pa manjka ena debata o širšem razvoju družbe. Kam gremo, ko pogledamo vse te trende, ki se trenutno dogajajo.
In ker se dogaja, recimo z tehnološkega stališča posledične rasti produktivnosti, pa tudi drugače zgrajenih družbenih odnosov, hierarhij, pa tudi tega, kako tvorimo identiteto dansko družbo. Če pogledamo nekaj bolj plastičnih primerov, če pogledam sam transport, verjetno ste že slišali za tele Google-ove samovozeče avtomobile, naredili so že več kot 500 000 kilometrov z njimi, praktično brez nesreče, saj ne take, za katere bi bili oni odgovorni. In če se postavimo na prihodnost, kam bo vse to pelalo? Ok, pa ste rekli, v redu, ni bi treba več voziti avta, zdaj bomo lahko tam zdaj v avto in igral igrice na poti do mojega želenega cilja. Ampak če bomo mislili še malo naprej, avtomobili so lahko popolnoma drugače dizajnirani, zato ker pač ne bo potrebe po neki človeški delovni sili po upravljanju. Pogonska goriva bo neprimerno cenejša, bodi si bo to na elektriko z nekaj drugih virov ali pa z vodikom. In te faktorje lahko ceno predpeljajo tako nizko, da bodo taksi praktično 24 ur na dan avtomatizirano krožili okoli, kadarko bo na telefonu pritisnil na app, so na nekaj čem lahko že zdaj, se bo taksi prikazal v 3 minutah, ker bo vedno blizu in pripravljenosti. In v taki situaciji v bistvu večina populacije ne rabi več svojega osebnega avtomobila. In podobno se bo dogajalo tudi v transportu blaga, v transportu potrebnih v skladiščih in tako naprej. Potem pa vidimo posledice. Na začetku samo nakratko zložim tale graf. Te krogci predstavljajo različne poklice v ameriški populaciji. Večji krogec je, več ljudi je zaposlenih v tem poklicu. Po vertikalni osi vidimo, koliko povprečno zaslužijo na leto, od nič do $150,000. Na horizontalni osi pa vidimo od nič do 100%, kakšna je verjetnost, da bo v naslednjih desetletjih njihov poklic izumrl, zato ker bo avtomatiziran. In če pogledamo samo na primeru transporta, in tukaj je označenih tega večjega krogca z voznikom tovornjakov, težko kategornih, vidimo, da se bodo dogajale neke ogromne izgube delovnih mest. In če mislite, da to samo na specifičnih primerih ali transport, bo se mogoče presenečen, da se to dogaja tudi na področje, kot je pravo. Sicer v relativno manjši meri in odvetniki, ki se ukvarjajo z bolj individualnimi zadevami, bodo tukaj varni, ampak neki pravniški pomočniki z bolj standardiziranimi pogodbami bodo prav tako lahko avtomatizirani. Proizvodnja je tak klasičen primer, v katerem je verjetno ni treba zgubljati besed, ampak strmi, kot so 3D tiskalniki, v določenih delih proizvodnje se stvari le še povečujejo oziroma pohitrujejo. Ali pa primer prodaje. Predstavljajte si, da pridete v trgovino, ki ni bolj podobna skladišču od to, kot je v večini primerov danes, ampak je v bistvu bolj nek razstavni prostor ali pa še celo več degustacijski prostor v veliki večini. Potem, ko branite nek izdelek, samo pokažete nam svojo napravo, se zapomne, koliko stvari ste naučili, in potem, ko greste ven, v to avtomatsko sešteje, prepoznan po biometričnih podatkih in vi samo potrdite ta nakup, greste ven in v vašem avtomatskem taksiju že čaka prav tako avtomatiziran voziček. Zdaj si samo predstavljate, koliko izgub je to na delovnih mestih čez to celotno verigo. Kaj šele seveda, če predpostavimo, da bomo še večji del naročevali direktno prek interneta in se sploh ta vmesni del ne zgodi. Torej, radikalno manj delovnih mest, znana je fraza software is eating the world. Seveda, količina delovnih mest ni končna, ustvarjala se bodo tudi nova, ampak teh delovnih mest ne bo dovolj, pa bodo v bolj specifičnih področjih, kot v bolj kreativnih pa abstraktnih poklicih, ki jih je težje avtomatizirati. Obenem se bo dogajala koncentracija kapitala, še posebej pač zato, ker bodo tista podjetja, tisti posamezniki, ki bodo najbolj znali z inovacijami izkoristiti to tranzicijo, bodo pač največ kapitala nakopičali. In to lahko pelje do pač tudi resnih družbenih trendov. Ampak ni vse tako grozno. Jaz sem pač sliko neko relativno črno sliko, ampak druga plast teh posledic je pa neka velika priložnost. V bistvu naša največja priložnost v 21. stoletju. Lahko pridemo na naslednjo civilizacijsko stopnjo. V smislu tega, da se nam bo treba manj ukvarjati z nekimi zadevami za golo preživetje. Če se spomnite tega počni, kar je našlet in kar je civilizacijski luksuz za nas,
In se danes lahko ukvarjamo z nekimi zadevami, ki so sicer še vedno v večini primerov dokaj komercialno naravnani, ker moramo nekako preživeti, ampak mi se ne pa treba ukvarjati v goli preživetja. Ta povečava produktivnosti nas lahko pripelje do tega, da bomo lahko počeli tudi stvari, ki niso nujno komercialno uspešne. Ali pa ne rabijo biti profitabilne, ampak jih lahko pač delamo preprosto zato, ker so dobre. In to je ena taka družbena sprememba, ki je pač lahko na nivoju tega, da smo začeli živeti v mestih ali pa se začeli ukvarjati s poljedelstvom, ker smo se enkrat lahko specializirali pa ukvarjati z drugimi stvarmi. Torej, a bomo šli v zlato dobo ali tiranijo mašine, pač končni rezultat ne bo tako črno-bel, kolikor se zdaj to slišam. V končni fazi imamo tukaj neko izbiro, ampak moramo reagirati z nekimi družbenimi spremembami. Zdaj, a je to pač neka drugačna redistribucija bogatstva ali ne, ali nekaj čist drugega, množičen crowdfunding, pač jaz tega odgovora ne vem. Ampak vem pa, da bomo mogli začeti graditi tudi neko drugo sorto institucij prihodnosti. Ker trenutne so relativno zastarele. Pač priča smo zatonu nacionalne države, ker se seveda ne bo zgodil čez noč, ne bo nacionalna država nehala obstajati, ampak bo postajala vedno manj in manj pomembna, ker ljudje najdejo tudi drugi vire identitete, obenem v svetu, kjer se lahko posamezniki in podjetja skoraj instantno preselijo, če že ne v fizični obliki, pa vsaj v pravni, država zgublja na svoji moči. In zato rabimo neko drugo sorto institucije ali pa še bolj skupine institucije. Kateri jaz pravim sindikat za moderno dobo, predvsem zato, ker je mogoče ena iz teh institucij, ki je trenutno najbolj izven časa, pa predvsem zato, ker nisem še najbolj boljše besede za to. Ampak rabimo neke načine za večjo socialno varnost na globalni ravni. Rabimo organizacije, ki bodo lahko nekorektni pogajalski partner mednarodnim korporacijam, pa ki bodo demokratične, ampak obenem pa ne lokacijsko vezane. Ker gledajte, obstoječi sistemi socialni so bili narejeni pred 100 leti v nekem delu in za ljudi, ki so pač delali v tovarnah, ki se niso kaj dosti delali. Danes samo pa eno pomembno mašino, ki se precej hitro raste, ki je predvsem bolj globalno naravnana. In zato tudi govorim, da rabimo globalne institucije, jih ne rabimo zato, ker bi hoteli rušiti socialne, zdravstvene in pravne sisteme nacionalne države. Nasprotno, mi hočemo boljše socialno varstvo na globalnem nivoju, zato, da lahko pač smo en dan v Ljubljani, La Pazu, Bišliku ali pa Bangkoku, pa še vedno svobodno ustvarjamo za obče dobro. Zdaj vprašanje pa samo, a nas to dosti frustrira, bomo kaj naredili glede tega. Hvala.